Dobro, hvala. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava kandidatke za predsednico komisije in besedo dajem takoj kandidatki Ursuli von der Leyen. Thank you, Madam President. Hvala lepa, gospa predsednica, draga Roberta, naj ti najprej čestitam. Naj ti čestitam iz dna srca za ponovno izvolitev za predsednico parlamenta. Mislim, da je tvoj uspeh odsev tega, kar počneš v tej hiši demokracije. Honorable members. Spoštovani poslanci, 5 let je minilo, odkar sem prvič prosila za vaše zaupanje. Teh 5 let je bilo 5 let brez primere v zgodovini Evropske unije. Vedno se bom spomnila tistega trenutka, ki smo ga delili v tej polkrožni dvorani, ko sem stala tukaj pred vami in prosila za vaše zaupanje. Potem sem predlagala novo generacijo EU, nikoli ne bom pozabila na nastop predsednika Zelenskega ob začetku ruske vojne v Ukrajini. Niti tolmači niso mogli zadržati svojih solza. Nikoli ne bom pozabila praznega stola, praznine, ki jo je pustil Aleksej Navalni, ali pa trenutka tišine za vse tiste, ki so izgubili svoje življenje v času pandemije. Spomnim pa se tudi trenutkov radosti, ode radosti in pa zadnjih besed Davida Sassolija, ki je pozival k novi in združeni Evropi. Honorable members. Spoštovani poslanci. Odločitve oblikujejo usodo in v svetu raznolikosti je usoda Evrope odvisna od tega, kakšna bo naša naslednja poteza. Glede na vse, kar smo presegli, je sedaj Evropa pred usodno odločitvijo, ki bo oblikovala našo prihodnost za prihodnjih 5 let, pa tudi za prihodnjih 50. Ta odločitev bo vplivala na to, ali bomo združeni in oblikovali svojo lastno prihodnost skupaj, ali pa se bomo zgolj odzivali na dogodke na svetovni ravni. Evropa ne more nadzorovati diktatorjev in demagogov povsod po svetu, lahko pa se odloči in zaščiti lastno demokracijo. Evropa ne more določiti izidov volitev po svetu, vendar pa se lahko odloči, da bo vlagala v varnost in obrambo tega kontinenta. Evropa ne more preprečiti sprememb, lahko pa se odloči, da bo spremembe sprejela in lahko vlaga v novo obdobje blaginje in izboljša kakovost našega življenja. Ampak, da bi izbrali Evropo prihodnosti, moramo najprej priznati, kako se ljudje počutijo danes. Smo v obdobju globoke zaskrbljenosti in negotovosti. Družine čutijo visoke stroške življenja in namestitve. Mladi ljudje so zaskrbljeni za planet, za prihodnost in za možnost vojne. Podjetja in kmetje čutijo pritisk, stisnjeni so v kot in vse to je simptom sveta, v katerem se lahko vse uporabi kot orožje. Obstaja težnja za razdelitev, polarizacijo naših družb in vsi ti trendi me globoko skrbijo. Vendar pa sem prepričana, da lahko Evropa, močna Evropa poskrbi za to, da se bomo uspešno soočili s temi izzivi in zato vas prosim za vaše zaupanje danes, kajti tako kot vi sem se s politiko začela ukvarjati zato, da bi poskrbela za spremembe
da bi zagotovila prihodnost generacije mojih otrok in vnukov, kot so to storili tudi tisti pred nami. Prepričana sem, da je oblika Evrope po drugi svetovni vojni z vsemi pomanjkljivostmi in napakami še zmeraj najboljša različica Evrope v zgodovini. In nikoli ne bom zgolj nemo opazovala, ko bo kdo poskušal uničiti to Evropo od znotraj ali od zunaj. Nikoli ne bom sprejela polarizacije naše družbe. Nikoli ne bom sprejela tega, da bi demagogi in skrajneži uničevali našo Evropo. Pripravljena sem se boriti za to, za kar se borijo vse demokratične sile v tem parlamentu. And this is the vision I have set. In to je vizija, ki sem jo predstavila v svojih političnih smernicah. Vizija močnejše Evrope, ki zagotavlja blaginjo, ki ščiti ljudi, ki brani demokracijo. Gre za vizijo močnejše Evrope, ki zagotavlja socialno pravičnost in podpira ljudi. Za močnejšo Evropo, ki bo izvajala dogovore na pravičen način in ki se bo držala ciljev Evropskega zelenega sporazuma z določeno mero pragmatičnosti, ki bo razvijala zeleno tehnologijo, ki bo podpirala inovacije. Prisluhnila sem demokratičnim silam v tem parlamentu in prepričana sem, da te smernice odsevajo, koliko nam je skupnega, kljub razlikam, ki so zdrave v vsaki demokraciji. Torej, spoštovani poslanci, naša prva prioriteta bo zagotovitev blaginje in konkurenčnosti. V zadnjih 5 letih smo se morali soočiti z najhujšo nevihto v naši gospodarski zgodovini. Močnejši smo bili potem, ko smo morali zapreti našo družbo in se soočiti z energetsko krizo brez primere. Vse to smo storili skupaj in mislim, da smo na to lahko ponosni. Vendar pa vemo tudi, da potrebuje naša konkurenčnost zagon. Temelji svetovnega gospodarstva se spreminjajo. Tisti, ki ne storijo ničesar, bodo zaostali. Tisti, ki ne bodo konkurenčni, bodo odvisni od drugih. Torej, tekma že poteka in Evropa mora poskrbeti za to, da bo delovala z višjo prestavo. Potrebujemo okrepljen notranji trg, manj poročanja, manj birokracije, več zaupanja, hitrejšo izdajo dovoljenj. In poskrbela bom za to, da bomo poskrbeli odgovornost za to. Le kar je merljivo, je tudi dejansko storjeno. Torej bom vsakemu komisarju naročila, da se poglobi v svoj portfelj in da poskrbi za razbremenitev. In imenovala bom podpredsednika ali podpredsednico za koordinacijo tega napredka in ta komisar bo poročal temu parlamentu. Poleg tega pa bom uvedla pregled obsega zakonodaje. Kajti vemo, da ni Evrope brez majhnih in srednje velikih podjetij. So hrbtenica našega gospodarstva, torej poskrbimo za to, da jih bomo razbremenili, zaupajmo jim in jim zagotovimo boljše pobude. Spoštovani poslanci, blaginja in konkurenčnost. Naj navedem nekaj številk. V prvi polovici tega leta je 50% naše energije temeljilo na obnovljivih virih energije, domačih in čistih virih. Vlaganja v čisto energijo so se več kot potrojila v tem sklicu. Pritegnili smo več vlaganj v čisti vodik kot ZDA in Kitajska skupaj. V zadnjih letih smo z svetovnimi partnerji sklenili 35 novih sporazumov o čisti tehnologiji, vodiku in kritičnih surovinah.
To je Evropski zeleni sporazum na delu. Želim biti jasna, ostali bomo na tej poti rasti. In cilji, ki smo si jih zastavili za leto 2030 in 2050, morajo biti uresničeni. Osredotočili se bomo na izvajanje in na vlaganja, zato da bi poskrbeli za spremembe na terenu. In zaradi tega bom predlagala nov čist industrijski sporazum v prihodnem mandatu. Na ta način bomo poskrbeli za vlaganja v infrastrukturo in industrijo, še prav posebej pa je to pomembno za energijsko intenzivna področja. Tukaj gre tako za čisto jeklo, kakor tudi za čisto tehnologijo. Pospešiti moramo birokratske postopke, razpise, izdajo dovoljenj in tako naprej. Evropa je hkrati na poti razogličenja in deindustrializacije. Zaradi tega naša podjetja potrebujejo predvidljivost za vlaganja in načrte in ja, lahko se zanesejo na nas. In zato bomo vključili 90-odstotni cilj za obdobje do leta 2040 v našo okoljsko zakonodajo. Naša podjetja morajo načrtovati vlaganja za prihodnje desetletje že danes. Vendar pa to ni pomembno zgolj za podjetja, ampak ne samo za podjetja, tudi za mlade, za otroke, za najstnike. 2030, 2040, 2050 so leta, ki so za vogalom in zato moramo poskrbeti za uresničitev okoljskih ciljev. Mladi nam nikoli ne bodo odpustili, če ne bomo dosegli naših ciljev. Tukaj gre tudi za medgeneracijsko pravičnost. Mladi si zaslužijo, da se potrudimo. Nov čist industrijski sporazum bo tudi poskrbel za to, da bomo plačevali nižje račune. Vemo, da strukturno višje cene energije ovirajo našo konkurenčnost in visoki računi vodijo v energijsko revščino. Nisem pozabila na to, kako nas je Putin izsiljeval z tem, da nam je odvzel dostop do fosilnih goriv, ampak združili smo se. Vlagali smo v domače in čiste obnovljive vire energije in na ta način smo se osvobodili umazanih fosilnih goriv iz Rusije. Dame in gospodje, skupaj bomo zagotovili, da bo obdobje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv za nami in to za vselej. Spoštovani poslanci, Evropa potrebuje več vlaganj. Kmetijstvo, industrija, digitalno gospodarstvo in vlaganja v ljudi in njihove veščine. Ta mandat mora biti mandat vlaganj. In začeli bomo z zaokrožitvijo naše kapitalske unije. Zagotovili bomo več zasebnih vlaganj. Vsako leto 300 milijard, ki jih prihranijo evropske družine, odide na tuje trge, ker so naši kapitalski trgi preveč razdrobljeni in ta sredstva se pogosto uporabljajo za nakup inovativnih evropskih podjetij iz tujine in potem ta podjetja zapustijo Evropo in to se mora spremeniti. Uporabiti moramo to neverjetno bogatstvo, ki ga imamo in poskrbeti za rast v Evropi. In zato bomo predlagali unijo za varčevanje in vlaganja. Evropska začetna podjetja ne rabijo iskati pomoči v ZDA in na Kitajskem.
Vse, kar potrebujejo za rast, morajo najti tukaj v Evropi. Torej potrebujemo poglobljeno in likvidno kapitalsko unijo in politiko, ki bo podpirala podjetja. Evropa mora postati ponovno dom priložnosti in inovacij. And honourable members, to unleash private. In spoštovani poslanci, če želimo zagotoviti zasebna vlaganja, moramo poskrbeti tudi za javna vlaganja. Ja, imamo sredstva prihodnje generacije EU, ampak v naslednjih letih se bo ta program zaključil. Naše potrebe po vlaganjih pa ne. Naš nov proračun bo okrepljen, potrebujemo večjo zmogljivost za vlaganja, osredotočiti se moramo na politike, poskrbeti za to, da bo ta proračun preprostejši za države članice, tako da bomo lahko uporabili ta proračun in spodbudili javna in zasebna vlaganja. Predlagala bom nov sklad za evropsko konkurenčnost. Ta se bo osredotočal na skupne in čezmejne evropske projekte, ki bodo vzpodbujali konkurenčnost in pa inovacije, še prav posebej v podporo čistemu industrijskemu sporazumu. Na ta način bomo razvili strateško tehnologijo in industrijo tukaj v Evropi, pa naj bo to umetna inteligenca ali čista tehnologija. Prihodnost blaginje v Evropi mora nastati v Evropi in zato se moramo zares zavzemati. Honourable members. Spoštovani poslanci, več moramo vlagati tudi v našo varnost in obrambo. Rusija še zmeraj vodi ofenzivo v vzhodni Ukrajini. Opirajo se na to vojno, ki temelji na načelu, kdo bo vzdržal dlje. Računajo na prihodnjo zimo, računajo na to, da se bo podpora Zahoda omajala in nekateri v Evropi se s tem tudi strinjajo. Pred 2 letoma oziroma pred 2 tednoma je potekala mirovna misija predsedujočega Evropske unije in to ni bila misija za mir, to je bila misija za vzpodbujanje vojne. Samo 2 dni kasneje so Putinova letala napadla otroško bolnišnico in porodnišnico v Kijevu. Vsi smo videli slike otrok prekritih s krvjo, videli smo matere, ki so skušale zaščititi mlade otroke. Ta napad ni bil napaka. Ta napad je bil sporočilo. Hladno sporočilo Kremlja nam vsem. Torej, spoštovani poslanci, naš odgovor mora biti ravno tako kristalno jasen. Nihče si ne želi miru bolj od ljudi v Ukrajini. Želijo si trajnega miru in želijo neodvisno državo in Evropa jih bo podpirala, kolikor dolgo bo to potrebno. To je naše sporočilo. Mesdames et messieurs les députés. Dame in gospodje poslanci. Ukrajini moramo zagotoviti vse to, kar potrebuje, da se bo lahko uprla Rusiji in zmagala. To pomeni, da moramo sprejeti temeljne odločitve za našo prihodnost. Prvič, v zadnjih 10 letih je ogrožena naša svoboda. Naša odgovornost je, da storimo vse, kar je potrebno, da zaščitimo evropske državljane.
Zaščititi moramo Evropo. To je naloga Evrope. Torej mislim, da je prišel čas, da vzpostavimo Evropsko obrambno unijo. Je sais que certains ne sont Vem, da nekaterim ta ideja ni ravno najbolj všeč, ampak to, kar bi moralo povzročiti nelagodje, so grožnje naši varnosti. Bodimo. Pomembna pa je tudi naša kolektivna obramba. Ampak vsi vemo, da premalo sredstev namenjamo za obrambo in da so ta sredstva pogosto neučinkovita. Preveč sredstev zapravljamo v tujini, torej moramo poskrbeti za enotni trg na področju obrambe. Več moramo vlagati v obrambne zmogljivosti Evrope. To pomeni, da mora Evropa nadaljevati po poti izjave iz Versaja. Vlagati moramo več, vlagati moramo skupaj in poskrbeti moramo za skupne evropske projekte. Recimo sistem zračne zaščite, evropski zračni ščit. Ne samo zato, da bi zaščitili naš zračni prostor, ampak tudi kot močan simbol enotnosti Evrope na področju obrambe. honourable members. Spoštovani poslanci, varnost pa se ne sme opirati zgolj na zunanje grožnje, tudi kibernetske grožnje se krepijo, organizirane kriminalne združbe vdirajo v naše gospodarstvo in pri tem uporabljajo predvsem korupcijo, povzročajo strah, nedolžni umirajo. Priča smo brutalnemu nasilju. Ogromno denarja zaslužijo z prodajo drog, z izsiljevanjem, z goljufijami, z trgovino z ljudmi. In nacionalne meje jih ne omejujejo. Zaradi tega je pomembno, da se odzovemo na ta rastoč pojav na evropski ravni. Zagotoviti moramo, da bo lahko policija sodelovala v Evropi, da bo to sodelovanje brezmejno in zato bom predlagala, da podvojimo zaposlene pri Europolu. Europol mora postati zares operativna policijska agencija. And we must also do more to secure. In več moramo storiti tudi na področju zaščite naših zunanjih meja. Predvsem naša vzhodna meja je postala tarča kibernetskih napadov in provokacij. Rusija vabi priseljence iz Jemna na sever, izkorišča njihov obup in revščino in jih potiska preko finske meje. Nikoli ne smemo pozabiti, da so meje držav članic tudi evropske meje in storili bomo vse, kar lahko, da bi te meje okrepili. In to je tudi del razloga za okrepitev agencije Frontex. Agencija Frontex mora postati učinkovitejša, pri tem pa mora spoštovati temeljne pravice. In zaradi tega bom predlagala, da bi potrojili število zaposlenih pri obalni straži in mejni straži in sicer bo se to število povečalo na 30 tisoč. Varnejše meje nam bodo pomagale tudi pri upravljanju migracij na bolj strukturiran in pravičen način. Migracijski in azilni pakt pomeni velik korak naprej. Solidarnost je v osrčju našega skupnega odgovora. Izzivi na področju migracij potrebujejo evropski odgovor. Z pravičnim in trdnim odzivom, ki temelji na naših načelih. Priseljenci so človeška bitja, tako kot mi vsi, in za vse nas veljajo človekove pravice. Vem, da so
številni pesimisti menili, da se glede migracije ne bomo mogli dogovoriti, ker je to preveč kontroverzna tema. Ampak dokazali smo, da to ne drži. Sedaj pa se moramo skupaj osredotočiti na izvajanje in podpreti moramo države članice, da bodo poskrbele za izvajanje na terenu, in čaka nas še več dela. Potrebujemo skupno politiko glede vračanja. Na ta način bo vračanje učinkovitejše in tudi dostojanstvenejše. Poleg tega pa moramo ukrepiti partnerstva predvsem v naši južni soseščini. Sredozemsko območje si zasluži našo polno pozornost in zaradi tega bom imenovala komisarja za to regijo in predlagala novo strategijo skupaj z Kajo Kallas, kajti prihodnost dveh obal Sredozemlja je skupna. Spoštovani poslanci, naša soseščina je tudi dom naše prihodnosti. Povabiti moramo države v našo unijo. To je moralna, zgodovinska in politična odgovornost Evropske unije. To je ogromna geopolitična odgovornost Evrope, kajti v današnjem svetu bo večja unija tudi močnejša unija. Okrepili bomo naš glas v svetu, zmanjšali bomo našo odvisnost od drugih in zagotovili, da demokracija, blaginja in stabilnost vladajo povsod v Evropi. Podprli bomo kandidatke in sicer pri izvajanju reform poskrbeli bomo za to, da jih vključimo v naš pravni okvir, kadarkoli bo to le mogoče. Postopek priključevanja Evropski uniji bo zmeraj temeljil na dosežkih. Skrbeli bomo za to, da bodo kandidatke pripravljene na vstop v Evropsko unijo, vendar pa je to tudi pomembno za Evropo. Prepričana sem, da zgodovina to od nas zahteva. Zahodni Balkan, Ukrajina, Moldavija in Gruzija, vse te države so svobodno izbrale svobodo in ne pritisk, demokracijo in neodvisnost. In nekatere izmed teh držav plačujejo visoko ceno za to izbiro. Zato moramo tudi mi izbrati in pokazati, da smo zavezani cilju njihove svobodne prihodnosti v naši Evropski uniji. Honorable members. Spoštovani poslanci, Evropa ima veliko odgovornost, igrati mora aktivno vlogo v svetu in začeti moramo v naši soseščini, še prav posebej na Bližnjem vzhodu. Želim biti jasna, prelivanje krvi v Gazi se mora končati. Too many children, women. Preveč otrok, žensk in civilistov je izgubilo življenje zaradi izraelskega odziva na brutalen napad Hamasa. Ljudje v Gazi ne morejo prenesti dodatnih napadov in tudi svet tega več ne more gledati. Potrebujemo takojšnje premirje, izpustitev izraelskih talcev in pripraviti se moramo na prihodnost, na dan po premirju. Europe must play its part. Evropa mora odigrati svojo vlogo. Zelo smo povečali našo humanitarno pomoč na 200 milijonov evrov leta 2024 in naredili bomo še več. In delamo sedaj tudi na precej obširnejšem večletnem svežnju za podporo palestinski oblasti. In rešitev dveh držav je edina rešitev, ki bo Izraelcem in Palestincem zagotovila varnost, kajti oba naroda zaslužita blaginjo in varnost in Evropska unija ju bo podpirala.
Spoštovane gospe in gospodje, Evropa ponuja enkratno življenjsko kakovost, celovita socialna varnost, regionalna živila, vinogradi, sadovnjaki, travniki. To ne pomeni samo dobro hrano in pijačo, to je tudi konkretno del našega domovinskega občutka. Zato je prihodnost kmetijstva tako občutljiva in pomembna tema za nas. Uspeti nam mora premostiti nasprotja in poiskati skupne rešitve z vsemi udeleženci. In zato sem sprožila strateški dialog glede prihodnosti evropskega kmetijstva. Kmetom in kmeticam, tudi okoljskim skupinam ter strokovnjakom iz celotne živilske verige pripelje za isto mizo. In z njimi se pogovarjam in od njih se marsikaj učim. In to bom počela še v prihodnosti. S tem bom oblikovala nova priporočila in novo strategijo za našo kmetijstvo in za živilsko industrijo. Prizadevala si bom, da bodo kmetje dobili pošteno plačilo za svoje delo. Nihče ne bi smel biti prisiljen, da prodaja kakovostna živila pod ceno. Stališča naših kmetov v verigi dobrin moramo krepiti. Zato potrebujemo bolj pametne spodbude, več dostopa do kapitala, boljše pogoje. Kdor trajnostno ravna z naravo in naravno raznolikostjo, mora biti tudi ustrezno plačan za to. Naši kmetje vplivajo na našo pokrajino, so obraz Evrope, so del naše kulture, skrbijo za varnost živil in zato smo vsi ponosni na nje. In zato se moramo skupaj lotiti problemov, s katerimi se soočajo, čutijo podnebne spremembe, vse več je vročine, pomanjkanja vode, vedno več vsako leto. Evropa se bolj kot povprečje segreva, to vidimo že na poljih in gozdovih. Obraz naše krajine in našega podeželja se spreminja, zato moramo storiti več, zato da bi se skupaj s kmeti bolje pripravili na to, kar nam prinašajo podnebne spremembe. In zato bom pripravila načrt za kmetijstvo, da bi dosegli ustrezno prilagoditev na podnebne spremembe, vzporedno pa tudi strategijo za trajnostno ravnanje z dragoceno vodo. Od tega ni odvisno samo naša prehranska varnost, temveč naša celotna konkurenčnost. Skrajni čas je, da se srčno lotimo te pomembne naloge. Honourable members, our quality of life Spoštovane poslanke in poslanci, naša kakovost življenja in naše socialno tkivo sta popolnoma izredna in socialne pravice in steber socialnih pravic je ključnega pomena. Tu gre za minimalni dohodek, za zaščito otrok in v času pandemije smo obvarovali 40 milijonov delovnih mest in na to smo lahko zelo ponosni. Ampak pojavljajo pa se novi izzivi in to na področju duševnega zdravja, na področju revščine in podobno. In zato potrebujemo nov akcijski načrt za uresničevanje socialnega stebra. Moramo zagotoviti pravične prehode in dobre delovne pogoje za delavce in za samozaposlene. In zato je najpomembnejši socialni dialog. To je osnova našega socialnega tržnega gospodarstva. Moramo izboljšati pogajanja za kolektivne pogodbe, izboljšati
socialni dialog in na ta način izboljšati prav tiste vidike, ki ljudi v vsakdanjem življenju najbolj prizadevajo. Vemo, da imajo ljudje velike težave z nastanitvijo, naprimer vedno višje so cene najemnin, ljudje imajo velike težave z dostopom do stanovanj, ki so jim dostopna, in zato bom namestila komisarja, ki bo odgovoren za namestitev. Prav tako bomo razvili tudi načrt za dostopno nastanitev na evropski ravni in na ta način bomo lahko pritegnili zasebno in javno financiranje. Nastanitev ni nekaj, kar se obravnava kot evropsko vprašanje. Nekateri trdijo, da se v to ne smemo vmešavati, ampak želela bi, da ta komisija podpre ljudi tam, kjer je to najpomembnejše. In če je to pomembno za evropske državljane, potem je to pomembno za Evropsko unijo. Spoštovane poslanke in poslanci, na ta način bomo lahko okrepili našo družbo. Tako bomo zagotovili, da vsaka regija v vsakem delu Evrope uživa podporo, da nihče ne ostane ob strani. Zavezana sem močni kohezijski politiki, ki bo oblikovana skupaj z lokalnimi oblastmi in z regijami, in želim, da bo regija najboljši kraj, kjer bomo odraščali in kjer se bomo starali. Moramo omogočiti mladim, da bodo izkoristili svobodo v Evropi, in tako želimo močni Erasmus plus in pa tudi večjo angažiranost državljanov. Treba pa je zaščititi mlade. Mladost in otroštvo so najpomembnejša obdobja. Takrat se oblikujejo naše osebnosti, naši možgani, naša čustva. To je zelo pomemben del našega razvoja, je pa tudi del, ko smo najbolj ranljivi. In zato se moramo osredotočati na to, čemur nekateri rečejo kriza duševnega zdravja. Mislim, da družabna omrežja in razne zasvojujoče prakse so do tega privedle. Mnogi mladi so tudi žrtve spletnega nadlegovanja, nekatere je to tudi porinilo v samomore, in mislim na njihove starše, na njihove prijatelje, na vso to bolečino, ki je bila s tem prizadeta. Ne moremo sprejeti tega v naših družbah. In zato se bomo borili proti spletnemu nadlegovanju, borili se bomo proti načinu, kako so nekatere platforme oblikovane, ki vodijo v zasvojenost. In zato se bomo osredotočili na blagostanje mladih, na vlogo družabnih medijev in ne bomo se ustavili, dokler ne bomo na ta način zaščitili mladih. Spoštovane poslanke in poslanci, in še ena odločitev je ključna, in sicer odločitev o tem, kakšno družbo želimo zagotoviti našim mladim, našim otrokom in našim vnukom, zlasti našim hčeram in vnukinjam. Na področju pravic žensk smo naredili ogromno, in to zahvaljujoč ogromni solidarnosti v tej hiši evropske demokracije. In to ne glede na politične razdelitve. Ogromno smo naredili na področju pravic žensk, na področju transparentnosti plač, in nobenega razloga ni, da bi bile ženske plačane manj kot moški za isto delo.
ampak veliko pa je treba še postoriti. Treba je ustaviti nasilje nad ženskami. Treba je omogočiti ženskam, da združijo kariero in zasebno življenje. Če tudi to ne velja samo za ženske. In prav tako moramo priznati tudi, da revščina zlasti prizadane ženske in zlasti v starejših letih. In zato se moramo še naprej s tem ukvarjati, kajti če tega ne bomo naredili zdaj, kdaj bomo to naredili? Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, demokracija je naša skupna dragocenost in demokracija omogoči tudi, da izrazimo nestrinjanje in izrazimo naše razlike. In ta okvir je do neke mere tudi ranljiv. Dolgo časa smo mislili, da je to nedotakljivo. Naša demokracija je danes ogrožena. Rusija vodi grozovito vojno več kot 2 leti že v Evropi, v Ukrajini in povsod v Evropski uniji in tudi znotraj naših institucij. In tu bi zlasti pozdravila delo naših novinarjev, ki so mnogokrat razkrili korupcijo, različne kampanje lažnih informacij in podobno, ki jih vodijo zunanji akteri, zlasti ruski in kitajski. Desetletja že nismo bili izpostavljeni takšnim grožnjam in napadom. V komisiji se zelo dobro zavedamo te situacije in tudi odgovorno se odzivamo že več let na to. Zelo veliko analiz smo opravili in tudi prva učinkovita orodja smo vzpostavili skupaj z državami članicami. Ampak moramo iti še korak dlje. Moramo namreč preprečiti tem zunanjim sovražnim akterjem, da se vmešavajo v naše demokratične procese, kajti njihov namen je, da jih izpodkopljajo in v končni fazi uničijo. In zato moramo sprejeti močne ukrepe na ravni Evropske unije. Če mi boste dali vaše zaupanje danes, bo komisija predlagala Evropski demokratični ščit. Evropska unija Evropska unija potrebuje lastno strukturo, ki je namenjena boju proti lažnim informacijam in tujemu poseganju. Takšna struktura bo združila vsa strokovna znanja in zagotovila usklajevanje z nacionalnimi obveščevalnimi službami. Kajti možnost obveščanja in pa tudi sankcij in pa prepoznavanja groženj je tu ključnega pomena in moramo tudi spoštovati priporočila posebnih skupin, ki se borijo proti zunanjemu vmešavanju, zato da bomo lahko zaščitili naše demokracije. Pomembno je, da Evropska unija razpolaga z učinkovitimi orodji za boj proti kibernetskim napadom. In na ta način bomo razpolagali tudi z informacijskim okvirom, ki bo zanesljiv. Evropska unija mora podpirati tudi neodvisno novinarstvo. Evropska unija mora še naprej dosegati, da se bodo spoštovali pravila v zvezi z temi velikimi digitalnimi podjetji. Moramo imeti veliko bolj
bolj aktivno civilno družbo, to moramo tudi bolje zaščititi in mislim, da lahko računam na vašo podporo tudi za ta velik načrt zaščite evropske demokracije. Ampak prav tako pa bomo zaščitili tudi civilno družbo, svobodne medije in vladavina prava in boj proti korupciji bosta v osrčju našega dela. Okrepili bomo naša orodja in zagotovili bomo poročila o vladavini prava. Zagotovili bomo, da se bomo osredotočali tudi na zaščito podjetij, na skupni trg, na načela našega proračuna in pri vsem tem je spoštovanje vladavine prava ključno za to proračunsko obdobje in naslednja. In poslanke in poslanci, napredek je delo, ki ga moramo opravljati stalno in zato potrebujemo tudi ambiciozno agendo reform, zato da bomo povečali tudi demokratično legitimnost. Reforme, ki so bile že prej potrebne, postanejo popolnoma neobhodne s širitvijo in to mora biti katalizator sprememb, ki bo pokazal našo zmožnost dejanj. In moramo se osredotočati na to, kar lahko že naredimo in to je že veliko, ampak istočasno pa moramo biti še bolj ambiciozni. Prepričana sem, da moramo spremeniti pogodbe, če to lahko izboljša delovanje naše unije. In želim delati s to hišo v tesnem partnerstvu med komisijo in parlamentom. Prisluhnila sem vašim zahtevam, vašim zaskrbljenostim in podpiram vašo pravico do pobude in še naprej bomo delali tudi usklajeno glede rezolucij po členu 225. Moramo pregledati tudi okvirni sporazum za večjo transparentnost, za večjo odgovornost. Če institucije strnejo vrste, potem bo tudi Evropska unija močnejša. Ob začetku drugega mandata je Jacques Delors rekel, naša skupnost ni samo plod zgodovine in pa potrebe, temveč tudi volje. In to je temeljna odločitev. Zgodovina trka na naša vrata, potreba po Evropi bo vedno močnejša in naša odločnost mora biti prisotna. To je nekaj, kar združuje našo celino. Tu ne gre samo za neko skupno usodo, temveč tudi moč ljudi, ki si prizadevajo za to, da bi skupaj nekaj dosegli. Tako kot je generacija 40 let želela skupno celino, tako kot ljudje, ki so se borili proti sovražniku, ki so tvegali življenja za uresničitev teh sanj, ki se jim reče Evropa. In to generacija za generacijo je gradila Evropo, si je zbrala močno Evropo in sedaj je ta odgovornost na naših ramenih. V zadnjih 5 letih smo pokazali, kaj lahko naredimo, ko delamo skupaj. In zato naredimo to še enkrat. Izberimo moč, izberimo vodstvo, izberimo Evropo. Hvala lepa in naj živi Evropa.
Thank you. Thank you. Thank you.